Lep pozdrav tudi z moje strani, če lahko dopolnim kolego Pavliho in dodam še nekaj pomembnih, relevantnih informacij. Mi dovolite, da najprej še enkrat poudarim to, da obžalujemo, da si je neka določena politična opcija začela prilaščati tega projekta, ki je nastajal kot skupen projekt in nadstrankarski. Če pogledamo sestavo in simpatijo, politično simpatije včerajšnjih udeležencev novinarske konference v Kopru, vidimo, da sta zastopani SDS in da je zastopana lista koprskega župana. Kot je že kolega Pavliho omenil, nerazumljivo je, da je Izola iz tega projekta izločena. Nerazumljivo je, da so pobudniki, vsem kolega Pavliha, ki je nenazadnje edini član ožje strokovne skupine Euro-mediteranske parlamentarne skupščine, ki na tem dela, ki me je 10 dni nazaj tudi nadomestil na pristojni komisiji pri tej skupščini, to je Komisija za kulturo, izmenjavo med civilnimi družbami in kakovost življenja. In nenazadnje, ker o končni sodi te univerze pred podpisom 9. junija ustrezne listine bo treba še počakati na sklepe same Euro-mediteranske parlamentarne skupščine, ki bodo sprejeti konec marca v Atenah. Naša delegacija bo takrat prisotna v kompletu, vsi trije gremo dol, čeprav imamo tudi druge obveznosti, ker se zavedamo pomena tega zasedanja. In to zasedanje bo uspešno, če bomo se tudi dogovorili z delom naših kolegov, ki prihajajo iz severne afriške obale oziroma z južnega brega Mediterana, to so predvsem arabske države, o tem, da koncipiramo in nadaljujemo projekt v smeru dvopolnosti, tako da bi Slovenija dobila sedež, tako kot je dogovorjeno in računamo, da bo doživela končno podporo strani vseh. Obenem moramo mi tudi podpreti ambicijo, morda Tunizije, Maroka in Egipta. To so države, ki se najbolj prizadevajo za to, da pridobijo eden od sedežev, torej eden od dveh sedežev te univerze, zato da se tudi pri njim to omogoči. Tako da končna odločitev ni še padla in seveda izločati iz javnih promocij tega projekta ljudi, ki pri tem še delamo. Kot sem dejal, kolega Pavliha je vodja delegacije in je član ožje strokovne skupine, jaz sem član matičnega delovnega telesa v tej parlamentarni skupščini, sva bila oba skupaj takrat pobudnika in so se kar močno trudila za to, da bi minister Zupan, ki je dvakrat odklonil to pobudo, jo sprejel in kot je dejal kolega Pavliha, je zgodba nastala z imenovanjem strokovne skupine tu pri nas, kateri je bil tudi kolega Pavliha podpredsednik. Tako da danes izločati in onemogočati to sinergijo, ki je ključnega pomena za to, da se te projekt nadaljuje, je neodgovorno. Je neodgovorno strani tistih, ki so se tega lotili, ker je pač volilno leto in bi si radi pripeli seveda vse zasluge, pozabili na to, da obstajajo še drugi ljudje, ki pri tem delajo. Jaz mislim, da kolega Pavliha tudi se naslavljamo poziv VD direktorci te ustanove, torej centra, univerzitetnega centra za euro-mediteranske študije, državnemu sekretarju na pristojnem ministrstvu, gospodu Lesjaku, obema županoma, ki so, oziroma predstavnika občin, ki sta bila na tej tiskovni konferenci, da se ne odpovedujejo tej pomembni sinergiji. Naj privabijo zraven še Izolo. Izola se služi, ne glede na to, da se pač župana Klobučovnik in Popovič ne marata, ampak to ne sme vplivati na to, da bo cel obalni prostor prispeval k temu, da bo ustanovljena tam univerza. Nas in naju veseli, celotno poslansko skupino, da je taka podpora z strani Kopra, strani Pirana, verjamemo tudi strani Izole, da je taka podpora strani gospodarstvenikov, Luke Koper, Petrola, jaz računam še na Istrabenz, računam še na druge relevantne gospodarstvenike, ki bodo pri tem pomagali. Ampak jasno, če ta projekt ne bo imel mednarodno verifikacijo,
jo bo dosegel tudi preko našega dela in našega prizadevanja, tudi ne bo mednarodni projekt. Ampak bo žal projekt, ki lahko se uvrsti jutri v eno linijo razmišljanja, čemu dr. Prunk pravi tajkunizacija tudi visokega šolstva. Ne. Torej, pazimo v teh ključnih momentih, kako bomo sodelovali še naprej, si ne pripenjali zasluge strankarske ali take ali onake, ampak ko gremo v javnost za predstavitvijo tega projekta, z relevantnimi informacijami o tem, kar se bo vse dogajalo in kdaj bo to začelo funkcionirati, je pomembno, da pristopimo k javnosti, seveda z vsemi relevantnimi možmi, ki pri tem delajo. In tukaj zagotovo kolega Pavlika, ki veliko več ve od kolegov, ki so včeraj bili na tiskovni konferenci, lahko to tudi pove. Tako da to je pomembno, jaz upam, da bojo to sporočilo kolegi v Kopru sprejeli, sicer bo spet tudi ta projekt postal eden od tistih točk, ki bodo predmet političnih sporov in neproduktivnega nastopanja v javnosti. Vaše vprašanje? Lahko mogoče pojasniti malo bolj, kakšna je, ali je še možnost, da bi šel ta projekt od Univerze na Primorskem? Je samo samostojni projekt? Menim, da ja. Projekt bi izvedli v dveh fazah. V prvi fazi bi lahko center EMUNI preoblikovali v posebno fakulteto za evrosredozemske študije in dosegli spremembo imena v državnem zboru z Univerze na Primorskem na Evrosredozemsko univerzo. Druga faza pa bi bila sklenitev mednarodne pogodbe, na podlagi katere bi Univerza na Primorskem oziroma Evrosredozemska univerza postala mednarodni subjekt. To bi seveda omogočilo, da bi imela posebni status. Veste, da so mednarodni sporazumi, ki jih države ratificirajo nad nacionalnim pravom in bi seveda tudi odprlo določene finančne vere, ki so zaenkrat nedostopni. V tej priliki povem, da sva s kolegom Grbcem mednarodni sporazum pripravila že pred letom in pol in mi seveda ni jasno, zakaj Ministrstvo za zunanje zadeve te pogodbe ni uspelo uskladiti, tako da bi lahko že junija v času predsedovanja takšen sporazum podpisali. Leto in pol je sicer za takšen projekt malo, ampak se da. Tako da tudi to meče slabo luč oziroma kaže, da morda pa nekomu vseeno ni do tega, da bi univerza zaživela, da gre zgolj za nek politični manever, ki bo trenutni oblasti pač prinesel nekaj dodanih točk v času predsedovanja in seveda tik pred parlamentarnimi volitvami. Jaz bi morda izkoristil samo še eno priliko, ker je kolegica z Primorskih novic, mi smo sicer tudi pisno odreagirali, ampak naj v tej priliki povem, pa naj bo to morda še podčrtanje tistega, kar sem rekel, da sem se za projekt zauzemal strokovno. Namreč jaz nisem član nobene stranke, tudi socialnih demokratov. Ne, niste pisali, ampak tako je bilo omenjeno. Jaz sem član socialnih demokratov, ampak to je irelevantno. Glejte, v tem je zgodba. Kolega Bohinc, ki je naš član, jaz, ki sem član te stranke, kolega Pavlika, ki je član poslanske skupine te stranke, seveda smo dobesedno izločeni iz te zgodbe v tej fazi, po političnem diktatu lokalnih veljakov na določeni listi in vodilne stranke v državi. Kajti pogledamo samo imena in vemo, komu pripadajo. Krovni dokaz je, da je Izola izločena, ker pač gospodu Popoviču Klokočovnik ni več prijatelj. Tako da to je tisto, kar napotuje k sumu, da je ta politična izločitev se zgodila seveda na relaciji vlada in Koper, s čimer se ne moramo strinjati in upam, da bojo razumeli, da je sinergija, ponavljam, sinergija vseh nas še zelo, zelo potrebna. Projekt ni dokončan, se morajo sprejemati še ključne odločitve, zato da se pride junija do podpisa
ustanovne listine. In če se bomo zdaj izločili, potem, ko bo univerza nastala, nihče ne bo silovanjo, zagotovo tisti, ki nimamo naslova za to. Ampak jasno je, da dokler ni rojena ta univerza, moramo stati skupaj. To je naše sporočilo, upam, da bojo razumeli.